Šele, ko bo posekano zadnje drevo, šele, ko bo ubita zadnja žival, šele, ko bo zastrupljena zadnja reka, šele, ko zrak ne bo več varen za vdih, šele takrat boste razumeli, da denarja ni moč pojesti. To je eden izmed prevodov zelo poznane Kiri Prerogve in nažalost očitno imajo prav. Dobrodošli, lepo pozdravljeni znova v moji družbi, znova v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum, ki pa je zame tokrat zelo posebna. Sami veste, dragi moji, kako zelo pomembna je zame mati zemlja, narava, živalice, kaj še Indijanci, tako da priznam, čisto potihem vam povem, da sem kar malo živčna. Da upam, da se vmes ne bom pretirano motila in zapletala. Pred nami pa je ena, jaz vsaj upam, da zanimiva oddaja. Pogovarjali se bomo o indijanskih modrostih, o tem, kako oni doživljajo zemljo, kaj vse je bilo darilo njih nam. Seveda ne gre mimo tega, da žemljo uničujemo, nekaj besed bomo spregovorili tudi o tem. Z nami pa sta danes tudi dva Indijanca. Prvi je Leonidas Isa Salazar iz Ekvadorja, on je indijanski voditelj vseh plemen te države, kar jih je kar veliko, bom kasneje vse razložila. Jaz sem njega spoznala v Egiptu na kopu leta 2022 in eno leto kasneje v Ekvadorju posnela intervju. Z vami bom zelila začeti in pa konec, spravi mi bo malo hecno zrezano, ne zameriti. In pa posebej za nas je tale vikend posnel izjavo v Arizoni moj dober prijatelj Wensley Nosey Senior, ki je Apač, ki se trenutno bori proti zelo velikem projektu rudnika bakra. On pa si je vzel čas, da je sporočilo posnel prav za to oddajo, prav za dan zemlje in prav za vas pravzaprav. Zdaj lahko razumete, zakaj sem živčna, a ne? Torej, in prav od njega sem slišala tudi za eno izmed zelo zanimivih interpretacij njihovega Medicine Wheela, oziroma o tem, da pravzaprav še preden je Krištof Kolumb v resnici povohal vodo in morje in kamorkoli prišel, so oni že vedeli, da obstajajo 4 rase na tem svetu. In pravzaprav kar nekaj severnoameriških plemen potrjuje to. Namreč, mi ne bi bili med seboj vsi povezani, saj vemo ta znameniti in slavni izrek Mitako je ojasin, vsi smo med seboj povezani, vsi smo med seboj sorodniki. Torej, kaj je naloga vsake izmed ras? Vsake izmed ras ima svojo vlogo, ima svoj namen. Spravi, mi, beli, naj bi bili varovalci ognja, mi naj bi bili tisti, ki prižigamo ogenj in ki hranimo in varujemo ogenj. Črna rasa naj bi bila tista, ki hrani, varuje in deluje preko vode. Tukaj bi mogoče lahko rekli tudi čustev, če bi bili zdaj malo eksotični. Azijska rasa, se pravi rumena rasa, je tista, ki je povezana z vetrom in Indijanci, seveda ni prav nobeno presenečenje, pa da so povezani z materjo zemljo. Se pravi, če pogledamo, kako so oni živeli, kako so oni zemljo doživljali, resnično kot svoja mati, resnično kot nekoga, ki jih na svojih prsih v svojem naročju drži v nekem varnem okolju. Veste, če bi se vi pogovarjali z njimi nekaj stoletij nazaj, bi vam rekli, kaj ti počneš, ko pljuneš na tla, pljuneš v bistvu nase, pljuneš pravzaprav na svojo mati. Zelo radi so hodili bosi in tudi danes. Če malo pobrskamo po kakšnih malo bolj duhovnih straneh, najdemo prispevke, kako zelo smo izgubili svojo povezanost z zemljo, s prizemljenostjo, s svojim lastnim bistvom pravzaprav, ker nismo več bosi. A mislite, da so oni imeli platfus, pa žulje, pa take stvari, s katerimi se mi soočamo in s posledicami nošenja visokih pet in tako naprej? Torej, dragi moji, naj bo to neka prva iztočnica. Vračajmo se čim bolj k naravi, hodimo bosi, zakopljimo noge v zemljo. Ne samo takrat, kadar želimo meditirati, ne samo takrat, kadar smo si ravno slučajno vzeli 10 minut časa, ampak posvetimo namerno, kvaliteten čas povezovanju pravzaprav, resnično našemu domu. Zemlja, če nam je to všeč ali ne, če gledamo zelo znanstveno ali pa zelo duhovno, praktično, indijansko, belsko, črnsko, japonsko, v vseh kontekstih je mati zemlja pravzaprav naš dom. In če se vrnemo k temu, da so bili Indijanci tisti, ki so najbolj povezani z zemljo, kaj vse pravzaprav smo se mi od njih naučili, pa morda sploh ne vemo in pričeli bomo kar pri kmetijstvu. Vsi vemo, da v Evropi ob tistem času vladala lakota, pestile so nas težave s kugo in tako naprej, se pravi, prihod krompirja, koruze, sadja in tako naprej bi še kako dragocen. No, jaz pa vam lahko povem, da v Ekvadorju in seveda vse posod po Južni Ameriki je več kot 100 vrst različnih sort krompirja, ogromno vrst
koruze in marsikaj, kar zdaj vidimo po socialnih omrežjih, koruzo, ki je različnih barv, smo mnenja, da je umetno spremenjena. Pa ni. Banane vseh barv, vseh velikosti, od slanih, sladkih in tako naprej. Tako da pravzaprav takole med nami vam povem. Te rumene banane, ki jih izvažajo v Evropo in povsod po svetu, so dol bolj kot ne banane, s katerimi sicer hranijo svinje. In tudi sicer koruza, ki jo imamo mi tukaj, ni nič v primerjavi s koruzo dol. Zakaj? Veste, Indijancem so semena del družine. In varovanje semen je bilo zelo sveto in še vedno je zelo sveto opravilo in dolžnost. Zato za vsako koruzo, za vsak odtenek, za vsako barvo, za vsak vzorček na koruzi lahko nekdo, če bi šel nazaj 500-600 let, točno pove, z katerega okraja pravzaprav ta koruza je. Kaj ni to fenomenalno? No, ko govorimo o kmetijstvu, mnogo bolj pametni so bili kot mi, pravzaprav od teras, od namakalnih sistemov, od tega, kako se odvaja vode, recimo vodo z njive. Poglejte, se mi že zatika. Kolobarjenje, katere sedike skupaj, katere sedike se med seboj povezujejo in podpirajo in katere niso dobra kombinacija. Vse to smo se mi pravzaprav naučili od Indijancev. In mnogi so imeli prav posebno pravilo. Za eno sadiko, da bi uspela, so oni posadili kar 4 semena. 4 je pri njih sveto število, simbolizira 4 strani neba, simbolizira 4 letne čase, simbolizira 4 rase, kot smo tudi že omenili, in simbolizira tudi eno seme za mati zemljo kot darilo, eno seme kot darilo vrani, eno seme kot darilo podganam, se pravi tistim, ki živijo v zemlji, in eno seme, ki naj bi usklilo. Se pravi, oni so že vnaprej nekako preračunali, koliko semen morajo posaditi, da bodo dobili točno tisto količino, bom rekla, ki si jo želeli. No, pa tudi sicer vemo, da astrologija, matematika in marsikaj izvira ravno od Indijancev, tudi vodovod, tudi ustava, ampak no, način ustave, to je bila irokeška ideja, v bistvu njihov koncept, ki smo ga kasneje mi povzeli. A ste vi vedeli, da so imela plemena v Severni Ameriki razvit tudi enotni znakovni jezik? Se pravi, tako kot bi mi zdaj rekli, da imamo jezik za gluhoneme. Jaz verjamem, da se vsi spomnite še Kevina Costnerja v filmu Pleši z volkovi. Se spomnite onih njegovih rgov, ko se je on drl, tatanka, in smo se vsi naučili, da to pomeni bizon. No, to je tudi eden izmed simbolov točno tega znakovnega jezika. Če pokažemo še, takole se reče, da se je, takole se reče, da se pije, in to je veljalo za vsa plemena, tako da so se lahko povezovali in komunicirali sami med seboj, ne glede na to, ali so jezik govorili ali ne. In če se zdaj za sekundo kar takoj vrnemo nazaj k tatanki. Tatanka Jotanke pa je sedeči bik plemena Lakota. Mi jim rečemo Siks, kar je pravzaprav malo žaljive izpeljanke prvotnega poimenovanja prišlekovnih, torej dajmo se mogoče iz spoštovanja izogibati temu poimenovanju, kljub temu, da tudi sami se včasih tako identificirajo. On je tako lepo rekel: zemlja ni naša last. Zemlja nam je dana na posodo od naših vnukov in pravnukov. In mi moramo paziti, kakšno bomo njim pustili. Oni zelo veliko govorijo o 7 generacijah, ki prihajajo, zelo veliko govorijo tudi o tistih, ki še niso rojeni. Kako zelo drugačen koncept od mnogih ljudi, ki meni rečejo: ah, veš kaj, Lili, dokler sem jaz živ, bo še v redu. Kako zelo drugače so razmišljali in še vedno razmišljajo in še vedno čutijo, in kako zelo bi se tega lahko tudi mi naučili. Se pravi, kako bi se vi odločili tudi za neko traparijo morda, če bi razmišljali na način, da to vpliva na naslednjih 7 generacij, na vse vaše otroke, na vse tista bitja, ki jih imate radi. No, ko govorimo o jeziku, pa naj omenim, da imamo tudi mi enega zelo pomembnega, enega zelo pomembnega Slovenca, ki je živel v Severni Ameriki, Friderik Irenej Baraga. On je 1830 potoval v Ameriko in tam bil misionar. Mnogi pravijo, da hvala Bogu, zato ker je napisal kar nekaj slovarjev in slovnic in se je zelo trudil ohraniti njihov jezik. Jaz bom temu rekla, kaj ne bi bilo hvala Bogu, če nas belcev tam nikoli ne bi bilo. Se sem prijazna, a ne? Kaj je on povedal? Prav čudno je, da v raznih jezikih severnoameriških Indijancev ni najti nobene kletvine in tudi nimajo besede preklinjati.
Oni, če so kaj bili, so bili zelo spoštljivi, ne glede na to, ali so bila kakšna plemena med seboj skregana, seveda je prihajalo tudi do vojn, tudi do trenj, ampak načeloma v mnogih plemenih sploh ni bilo besede za vojno, ni bilo besede tat, tatvina, lopov, in tudi ni bilo besede za slovo. Smrt oni doživljajo zelo drugače kot mi, in to vam lahko tudi jaz povem iz osebne izkušnje. Ko sem bila v Ekvadorju, ko smo se poslavljali od nekoga, ki je bil meni kot stric in mnogim nam kot stric, njihov koncept slovesa je bil zelo drugačen kot moj. In tukaj se je videla zelo velika razlika med tistimi nekaj osebami, ki smo bili tam iz Evrope in z njimi dol. Sam pogreb je bil zelo drugačen. In tudi potem, ko smo odšli z pokopališča, je bilo tako, noč se vidimo, a ne? Se pravi, mnogi jeziki nimajo izraza za slovo, imajo pa izraz za vidimo se znova. In če se vrnemo k temu jeziku, v katerem tatanka pomeni bivol, oni bi vam rekli tokša ake, kar pomeni vidimo se spet. In ta jezik, dragi moji, ker mi Slovenci mislimo, kako zelo smo posebni, ima tudi dvojino. Tudi ta jezik ima dvojino, ki jo še vedno aktivno uporablja, je pa res, da je tekočih govorcev nažalost vse manj. No, zdaj pa bomo prebrali, kaj je povedalo dekle škotsko-irskega rodu, ki je živelo med Irokezi. Čeprav morajo Indijanke preskrbeti vso kurjavo, peči kruh in kuhati, pa njihovo opravilo verjetno ni težje od dela belk. Prav gotovo pa nimajo niti pol tolikšnih skrbi. Malo potreb imajo in te lahko zadovoljiti. Skrbi pa le za današnji dan. To se mi zdi zelo pomembno, oni so živeli zelo v trenutku. Če je bil med ljudmi kdaj mir, potem je bil v minulih časih, kadar ni bilo vojn, med ljudmi, ki jim danes pravimo divjaki. In tukaj bi se želela resnično staviti. Marketing. Dobesedno marketing prejšnjih stoletij, toliko stoletij nazaj. Ne rečem, da so bili vsi Indijanci miroljubni, ne rečem, da so bili vsi razsvetljeni, seveda je prihajalo do vojn, seveda je prihajalo do trenj. Ampak, a veste, divjaki pa niso bili. Vse to, kar jih je zgodovina, kar jih je slikanje prišlekov nekako plasiralo v zgodovinske knjige, ni nujno res. A veste, ker danes v določenih učbenikih v ZDA pišejo celo, da ko so belci prispeli v Ameriko, so Indijanci razumeli, da belci potrebujejo prostor in so se umaknili. Medtem, ko resnica je, da je bilo tisoče in tisoče plemen dobesedno poklanih. Nažalost, ne moremo mimo tega, da pač dejstvo je, da okruten genocid se je tam odvijal in da se niso Indijanci kar malo umaknili. In tukaj govorimo o kar malo pravljičnih interpretacijah dogodkov. In jaz verjamem, da vsi vemo, kaj je Thanksgiving, dan zahvalnosti. In začetek te zgodbe je kar resničen. Belci so prišli so dol z ladje, bila je huda pozeba, niso imeli niti kje biti, resnično zelo težko je verjeti, da bi preživeli to zimo, če jim ne bi na pomoč priskočili Wampano Indijanci. Celo zimo so za njih skrbeli, dali so jim zatočišče, dali so jim obleke, dali so jim hrano, kljub temu, da pač tam, a veste, sred zime v tistih časih ti nisi mogel iti v Mercator kupiti kruh, če si imel obiske, ampak si svoje zaloge za zimo delil z nemalo ljudmi, ki so prišli kot prišleki. No in potem ta slavna Thanksgiving, srečanje, v katerem naj bi se belci njim zahvalili. Zelo velikokrat se je zgodilo, da so belci na tovrstnih srečanjih, ki naj bi bilo mirno srečanje, druženje, spoznavanje, povezovanje, prinesli zastrupljeno hrano. Tako da ni presenečenje, da v dokaj kratkem času so imeli kar naenkrat ful prostora. No, druga izmed takih stvari, ki jih mnogokrat slišimo, je to, da so Azteki, da so Maji darovali človeške žrtve svojim bogovom. Da vidimo na njihovih slikah točno to. Če boste govorili z ljudmi, ki so njihovi potomci, vam bodo povedali, da preden je prišel Kolumb, ni bilo tega običaja. Da preden je prišel Kolumb, so bogovom darovali cvetlice. Pri zelo posebnih obredih mogoče kakšno
žival. Načeloma pa človeške žrtve niso bile sestavni del njihovega vsakdanjika, kot denimo imamo zdaj neke interpretacije iger, da potem se je pa, ne vem, nasprotniku odrezala glava in uporabila za žogo. Glejte, to so zelo belski konstrukti. Tudi ko govorimo o skalpiranju, tega Indijanci niso počeli, to so si izmislili belci, ki so to počeli Indijancem, da so dokazovali, da so Indijanca ubili in potem za skalp dobili cela $2. Podobno se je dogajalo tudi v vietnamski vojni, če se spomnite, ko pa se jim je odrezalo ušesa, da so dokazali, da so nekoga ubili. Torej, marsikaj, kar mi takole preberemo, slišimo, zvemo in je kar grozljivo, ni čist res. Kaj se lahko iz tega danes naučimo? Kaj nismo danes, tudi v podobnih časih manipulacije, marketinga, zlaganih novic, kaj nismo tudi danes v obdobju, ko nas bombardirajo z informacijami, v katerih morda niti nimamo čas presoje, ali so resnične ali niso resnične. Kaj nismo tudi danes in vedno sami tisti, ki naj bi zbirali informacije in preverili, ali je nekaj res, ali ni nekaj res, ali mi v to verjamemo ali ne. In veste, Indijanci so imeli eno zelo močno pravilo. No, kar nekaj. Vedno govori resnico. To je bila pri njih resnična vrednota. Ni bilo važno, kaj si je naredil narobe, kako si je naredil narobe, povej resnico. In tudi vzgoja otrok je bila taka. Ni se jih kritiziralo, ni se jih poslalo v kot, ni se jim povedalo, da so nesposobni in da z njih nikoli nič ne bo. Niso imeli točkovanja v šoli. Obratno. Tisti otroček, ki je bil mogoče počasen in štorast, je dobil še več ljubezni, še več podpore, še več razumevanja. Tisti otroček morda, ki ni dobro govoril, ki je slabše videl, ki je morda počasneje napredoval, podobno, deležen je bil še več objemov, še več učenja, še več pozornosti. Kako drugačen pristop od današnjega, kaj ne? Torej, dragi moji, kaj če bi mi to malo sami za sebe prevzeli, pa takrat, ko se bomo našli v situaciji, kjer smo prepočasni, kjer smo štorasti, kjer nam nekaj ne gre, namesto da bi na plano udaril naš perfekcionizem, naša zahtevnost, kaj ne bi bilo bolje, če bi takrat sami sebe objeli in si podarili še več pozornosti in še več možnosti učenja. A ne bi bilo to drugače, lepše? Veliko se govori tudi o tem, da je ženska manj vredna. To je zelo daleč stran od resnice. Njihove skupnosti so bile matriarhalne, kar pomeni, da zadnjo besedo so imele ženske. Tudi sicer je v mnogih severnoameriških plemenih življenje potekalo zelo drugače kot tukaj in sedaj. Denimo, ko je ženska imela menstruacijo, je to pomenilo, da je zelo močna, je to pomenilo, da tudi svoje okolice absorbira energijo, zato jo je bilo potrebno zaščititi. In ženske so imele tako ogromen tipi, tako ogromen šotor, v katerem so pač bile skupaj in je bilo za njih za tiste čase, za tiste dneve poskrbljeno. Se pravi, so jim prinesli hrano, za njihove otroke so drugi poskrbeli in tako naprej. Se pravi, imeli so čas, da so se lahko resnično spočile, da so resnično lahko sebe negovale. In tudi načeloma takrat v tistih dneh niso bile deležne obredov. Pa ne zato, ker bi bile one umazane, poglejte, tako deluje naš belski si upam reči, ampak zato, ker absorbirajo energijo okolice in jih je potrebno zaščititi. In če zdaj to copy-pastamo na našo drago, lepo, prelepo mati zemljo, kaj tudi ona ne absorbira vseh naših smeti, kaj tudi ona ne absorbira vseh naših negativnih energij, kaj tudi ona ne absorbira, pa tudi vse lepo. Kaj ne bi bilo fajn, če bi za njo poskrbeli tako, da bi bilo čim manj smeti, pa čim manj negativnih energij, pa čim manj nizkih vibracij. In če se zdaj še malo vrnemo nazaj k indijanskim ljudstvom in kaj vse nas morda lahko preseneti, ali ste vedeli, da tudi Maji so pisali v hieroglifih. In majevski hieroglifi niso vsi do konca 100% razvozljani. Ena izmed interpretacij Majev, ki sem jo jaz zasledila na internetu in se mi zdi sila zanimiva, je to, da so prišli na drugo nivo zavedanja. In ta teorija je podkrepljena z nekimi dejstvi, ki naj bi bili, da pač ni grobov. Zdaj, Maji so še vedno živi, majevski jezik še vedno obstaja, kar nekaj majevskih ljudi tudi hieroglife zna 100% pisati in brati, in enega takega tudi jaz osebno poznam, ampak oni niso dolžni
nam razlagati vsega svojega znanja. In se mi zdi, da tudi antropologija in podobne vede so bile zelo sebične v smislu, da je treba kar vse vedeti, pa kar vse znati, pa kar vse ne morejo vsi zaupati. Torej, marsikaj, kar takole preberemo, marsikaj, bom rekla, tudi kar zasledimo na New Age straneh, ni čist res. In ali je čist res ali ne, pa se včasih sprašujem. Veste, v Peruju obstajajo freske iz inkovskih časov, ki kažejo ljudi, ki prihajajo z neba. Se pravi, ko gledamo njihove poslikave, je neizpodbitno dejstvo, da pač oni nekako leteli so. Tudi če poznate Nazco. Nazca so slike, ki so na tleh, ki se jih vidi šele z določene kar visoke višine helikopterja, letala. Se pravi, oni naj bi komunicirali ali z vesoljci oziroma so znali leteti, kratko. In jedrnato, po domače povedano. Kar se mi zdi pa še bolj zanimivo je pa to, da določene najdbine iz Peruja in iz Mehike so si tako zelo identične, kot če so bili ravno kar skupaj v štacuni. Tako da take stvari so še dokaj nerazvozljane, zelo zanimive, kakšne stvari morda so za verjeti, kakšne ne. Kar pa tudi me je presenetilo, pa če kdo izmed vas ve, v kateri knjigi je to bilo, se toplo priporočam, da mi to pove. V neki prerokbi iz davnih časov se je pojavila prerokba Iankode, ki je bila opisana, da bo podobna kot zapisu črt medvedjih krempljev. Se pravi, tudi ta prerokba naj bi bila zelo davna pred prihodom Krištofa Kolumba. Se pravi, ogromno nekih prerok, nekih misticizmov, nekih naukov imamo, nekih stvari, ki smo jih mi dobili od Indijancev. Kaj pa smo jim mi dali? Ne glede na to, gledamo na čisti sever, kjer danes se nahajajo ogromne naftne ploščadi. Mi pa tako zelo mogoče pavšalno mislimo, da nafta se črpa samo tam v arabskem svetu. Kje pa? Led se tali. To je velik problem. Vse več je potresov v tistem področju. Tudi to je velik problem znova, tudi zaradi ledu. Potem, če gledamo malo nižje dol po Ameriki, naftovodi. Jaz verjamem, da se me še spomnite, kakšen halo sem delala zaradi Standing Rocka. Standing Rock je samo eden izmed takih primerov. DePaul je bila takrat ta naftovod, potem tudi Keystone Pipeline. Naftovodov pa je preko 100, samo v ZDA. Kjer se tudi pojavljajo rudniki. Prej sem omenila, da se nam bo kasneje pridružil Wensley, ki se bori proti rudniku bakra, urana, litijuma. Vsi ti rudniki, o katerih slišimo, so na indijanskem ozemlju, kjer ljudje dejansko živijo. In mislim, da se ne zavedamo, kako zelo škodljiv učinek to ima na tiste, ki so tam. Da ne govorimo o Amazonki, ki so pljuča sveta. 2019 sem jaz rekla, da bo najbolj karmično leto, ko bo resnično pohlep udaril na polno. In jaz si nisem mislila, da bomo kot ljudje še vedno tako zelo ošabni, če si lahko drznem to reči, da bomo šli požigati Amazonko za voljo dobička, pa ne gre to zdaj za govedorejo ali pa za nafto, samo zato, da bomo v tem trenutku malo zaslužili. Tako da ta kri prerokba začetka oddaje se mi zdi zelo verjetna. No, če se vrnemo malo na Indijance zdaj. Njim je vse v življenju sveto. Vsako bitje, prav vse. Se pravi, tudi ko so šli žet, pred žetvijo, tudi preden so šli loviti, tudi pred vsakim pomembnim dogodkom, so pač opravljali daritve, res je. V Severni Ameriki je bilo to največkrat so bile to daritve tobaka, so se zahvalili vnaprej. A ne bi bilo lepo, če bi se tudi mi tega naučili in bi se pred vsakim obrokom, vsakič preden se stuširamo, vsakič preden nalijemo, voda iz pipe, veste, mi smo eni izmed zelo redkih, ki imamo še vedno pitno vodo iz pipe, ki sicer mogoče ni več tako zelo kvalitetna, kot je bila včasih, ampak še vedno je. Bi se zahvalili. Tecumseh je meni osebno eden izmed najbolj inspirativnih ljudi. On je bil Shawnee, on je bil poglavar, ki je združil ogromno sicer prej sprtih plemen v Severni Ameriki v boju proti prišlekom. Po drugi strani tudi mnogim prišlekom pomagal, da nima v tistih časih so menili, da če ima nekdo vročino, da ne sme piti vode. On je takrat belce učil, da pač ne, takrat smo dehidrirani in voda ravno obratno potrebujemo, se pravi, ni bil okruten poglavar, bil pa je močen poglavar. In eden izmed njegovih najbolj takih poznanih kvotov je tudi, ko se zjutraj zbudiš, se zahvali za darilo življenja.
In če ne vidiš razloga, da bi se zahvalil, problem leži v tebi. Torej, dragi moji, če imamo občutek, da nimamo biti za kaj hvaležni, problem brez skrbi, da leži v nas. Poglejte, kje vse po svetu divja vojna, kje vse po svetu se mogoče soočajo z resnično rušilnimi potresi, takšnimi in drugačnimi, malo večjimi izzivi kot mi tu. In kaj bi vsi ti ljudje dali za to, da bi bili morda tukaj in sedaj, kjer smo mi, čeprav nam morda ni z najlepšimi rožicami poslano, nam je pa vseeno z rožicami poslano. In če govorimo o svetosti življenja, mi Ujčoni, verjamem, da ste me že velikokrat slišali reči in da ste tudi mogoče na internetu zasledili, kar pa pomeni, da voda je življenje, voda je sveta. Brez vode ni življenja, tega nas učijo že v 1. razredu osnovne šole. Kolikokrat pa v resnici v vsakdanjem življenju se povezujemo z vodo? Kdaj ste bili nazadnje pri kakšnem lepem, čistem vodnem izviru? V Sloveniji jih imamo tako veliko. Kamniška Bistrica je resnično filmska, Vrhnika, ogromno prelepih izvirov, čudovite vode imamo. Dajte zdaj po tej oddaji se kar odločiti, da boste nekam šli in da se boste vodi zahvalili in da boste dali noter rokice in da boste hvaležni za to, da živite v Sloveniji, da boste hvaležni za to, da je mati zemljica še vedno na določenih delih zelo neokrnjena. In dajmo potem vsi skupaj obljubiti, da jo bomo malo bolj čuvali, da jo bomo malo bolj negovali, pa tudi sami sebe. In ko govorimo o svetosti, tukaj bi se želela dotakniti še ene zadeve. Ko govorimo o New Ageu, ko govorimo o neki ezoteriki, o neki duhovnosti, se hitro lahko zapletemo v situacije in v stvari, ki morda niso čist prav. Tukaj ciljam na razne obrede, tukaj ciljam na razne, bom rekla, delavnice, s katerih pridemo ven kar šamani. Indijanci so te stvari dojemali zelo drugače in še vedno jih dojemajo zelo drugače. Spravi to, da si ti zdravilec, je način življenja, čemur ti celotno svoje življenje podrediš, sebe v popolnosti podrediš. In jaz verjamem, da marsikomu so izkušnje teh delavnic, tovrstnih, bom rekla, izobraževanj, druženj, zelo dragocene, zelo pomagajo pri osebnostni rasti. Bi vas pa lepo prosila, ko govorimo o svetih indijanskih obredih, ko govorimo o določenih vrstah obrednih potilnic, ko govorimo o določenih vrstah sončnega plesa in tako naprej, spoštujmo tiste, od kogar obredi so. Jaz to zelo rada primerjam s krščanstvom. Se pravi, jaz ne morem dati na svojo glavo klobuk, ki je niti v Vatikan in reči, jaz sem pa jaz kardinal. Ne morem se kar odločiti, da zdaj bom pa jaz papež. Podobno se ne moremo mi kar odločiti, da zdaj smo pa, ne vem, takšen in drugačen šaman, takšen in drugačen klan, takšen in drugačen karkoli. In tukaj ciljam tudi na perjanice, ki jih velikokrat pri nas zapusta vidimo. Perjanica je za severnoameriške Indijance zelo sveta. Zelo, zelo sveta. Vsako pero v tisti perjanici ima svoj pomen, vsako pero pomeni določen zelo težek, zelo zahteven dosežek. V starih časih je to pomenilo, da si ubranil vas pred podivjanim medvedom. V starih časih je to pomenilo, da si šel na lov in si bil ti tisti, ki je nahranil skoraj da celo vas. Se pravi, v starih časih, tudi če je bilo vojno obdobje, je to pomenilo, da si bil ti tisti, ki je obranil svojo družino. Nisi šel tam v štacuno, pa kupil neko peres, pa si jih obesil na glavo. Torej, bodimo spoštljivi. In tukaj bom rekla, je velika razlika med severnoameriškimi Indijanci in južnoameriškimi Indijanci. V veliki meri, vsaj tam, kjer sem jaz v Ekvadorju, to, recimo, ko mene vidite, da sem oblečena v njihovo nošo, pomeni, da jim izkazujem spoštovanje. In tam recimo so ti pogovori, da pač perjanica res ni kul, da jo nosijo, včasih še malo težji, ker je njihova percepcija takšna. Se pravi, če boste šli vi dol in boste oblekli njihovo nošo, vas bodo oni objeli in bodo hvaležni in bodo to vzeli kot znak spoštovanja. Razen, če se boste vi delali norca. Tudi tega je veliko, nažalost, rasizem je prisoten. Mislim, da kar vse povsod na svetu. Dogaja se tudi to, da ljudje kupujejo njihove noše, zato da jih potem nosijo v, bom rekla, bolj žaljive namene. Naj bo vsak naš korak prežet z zavedanjem, da je življenje sveto, da je vse, kar mi počnemo, sveto. In če bi zdaj rekli, kaj bi bilo sporočilo Indijancem, ki so povezani z zemljo, na današnji dan, ki je dan zemlje, pa ne bo vsak dan dan zemlje, saj smo vendarle vsak dan na zemljici. Če bi bilo kaj, v resnični sporočilo je to, da nikoli ne odnehajte.
Poglejte, čez kaj vse so šli. Ne bom naštevala, verjamem pa, da smo vsi načeloma tako zelo razgledani, da vemo. Pa so še vedno tu. Pa še vedno obstajajo, pa se še vedno borijo, pa še vedno negujejo svoj jezik, svoj način življenja, svoje verovanja, bom rekla, svoje načine obredov, svoje načine razmišljanja, čustvovanja. Mnogo mladih se trudi te stvari obuditi. Kaj je tisto, kar je pri vas, dragi moji, morda malo zamrlo, pa potrebuje neko prebujenje? Tako da na tem mestu bi jaz besedo predala Leonidasu. Leonidas Salazar, kot sem rekla, je indijanski vodja vseh plemen v Ekvadorju, kar je kar zahtevno delo, kajti Ekvador je taka prečudovita deželica, sestavljena iz 3 različnih, zelo različnih pokrajin. Ena je obala, kjer je tudi zelo veliko črnske populacije. Guayaquil je bil zgodovinsko zgledano največje pristanišče, mislim, da je še vedno. Bil pa je, mislim, da tudi eden izmed prvih in v zgodovini največjih pristanišč, kamor so iz Afrike vozili sužnje. Zato je tam zelo veliko populacije še vedno črnske, tudi veliko folklore, kulture so tako s seboj prinesli in Leonidas, ne glede na to, da je indijanskega rodu, vidim in slišim, da se vedno potrudijo poudariti tudi njihovo prisotnost. Potem imamo del, kjer je amazonski pragozd. In jaz vam moram povedati, da ko sem bila prvič v Združenih narodih v Ženevi in sem spoznala mladega fanta, ki je bil tam sicer z iPhonom in v kavbojkah in cel skoliran, in sem potem ugotovila, da on gre pol nazaj domov v pragozd. In on se to sleče in tam živi dejansko v tistih lističih, ki mi mislimo tako, a ne v risankah smo jih videli. Presenečeni bi bili, koliko plemen dejansko še vedno živi na tak način in koliko mladih je prišlo v mesto, doštudiralo, se vrnilo nazaj in se danes bori za njihove pravice. In jaz vas na tem mestu prosim, če imate le možnost, informirajte se o tem, postavite se za vse tiste, ki se mogoče za sebe v tem svetu, v tej modernizaciji ne morejo. Kar nekaj plemen namreč v indijanskem pragozdu, ne samo v Ekvadorju, je plemen, ki so zaščiteni, ki nimajo kontakta z civilizacijo. Se pravi, ravno zato, da bi se razni teli Thanksgivingi ne ponovili. Tekom zgodovine so belci indijancem nosili odeje, ki so bile okužene z noricami, z rdečkami, seveda oni niso imeli imunskega sistema, ki bi jim pri tem pomagal, cela plemena so tako pomrla. Zato je zelo pomembno, da mogoče nismo najbolj navdušeni nad turizmom, ki nas vodi mimo takih plemen, kajti nikoli ne vemo, kaj s sabo prinesemo, pa koliko smrti dobesedno lahko povzročimo. Torej, preden vas bom čisto zamorila. No in potem je tretji del Ekvadora, kjer pa sem tudi jaz, kjer je pa bolj vulkanski del, kjer so gore, kjer je pa resnična kultura prečudovita, barvita. Za Planet TV smo naredili prečudovit kratek prispevek o Ekvadorju, tudi kar nekaj oddaj sem jaz posnela s posnetki in izkušnjami z dol, tako da malo pobrskajte po mojem YouTube kanalu, da ne bom predolga. Zdaj pa prepuščam besedo Leonidasu. Para empezar, ¿nos puede explicar qué es la CONAIE? Bueno, quiero enviar un saludo cordial desde el pueblo ecuatoriano, desde la Gran Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. ¿Qué es la CONAIE? La CONAIE es una organización que se construyó a partir de las luchas. Una organización que legalmente estamos desde 1986. Integramos en las 3 regiones del país. En la Amazonía tenemos la organización regional, la CONFENIAE. En la Sierra Ecuatoriana tenemos la organización regional EcuaRunare. Y en la costa ecuatoriana está la CONAICE. Muy bien, yo quisiera repetir una vez más que la lucha que lleva usted no es solamente para gente indígena, sino en muchos casos también para todo el Ecuador, y que no son unos delincuentes que salen allá a romper los vidrios, que digamos, pero que están muy bien puestos y siguen la ley y hacen una lucha muy buena, y somos muchos quienes queremos verlos como primer presidente indígena de Ecuador. Muchas gracias. ¿Cuál es su visión para adelante? Bueno, solo decir que la lucha es la madre de todos los derechos. Si han generado condiciones de violencia, es porque realmente no han garantizado los derechos para los ecuatorianos. Con ello, la lucha. No queremos violencia, pero cuando viene la violencia, nosotros defendemos con dignidad, defendemos de pie, jamás de rodillas.
Y aquí le quiero dar 1000 respetos porque sé que también hubo un intento en contra su vida el año pasado en la Taconga. 1000 respetos por seguir tan fuerte, así que gracias y de todo corazón les deseo a todos éxitos. Muchas gracias por esa solidaridad. Me han intentado asesinar, me han intentado, todo me han hecho, pero sin embargo seguimos de pie. Este mensaje para el mundo, para todos nuestros hermanos a nivel global. Un abrazo. Jaz mislim, da iz mojega nasmeha jasno razvidno, da jaz mislim, da je Leonidas car. Ne bo tega povedati. Dejansko pa združuje 3 zelo različne koncepte, zelo različne navade, zelo različno ljudstvo, zelo različne kulture na fenomenalno dober način. In obenem se sooča zelo veliko modernih izzivov, tudi sam Ekvador gre čez zelo, zelo težke čase. Vemo, da so narkosi želeli prevzeti nadzor nad državo, vemo, da v tem trenutku tale nov predsednik ni ravno kos vsem tem izzivom, pretrgali si diplomatske stike z Mehiko in v tem trenutku je dežela dejansko tako zelo na psu, da jim elektriko izklapljajo. In včasih elektrika pač je ni tudi po cel dan. Tako da, dragi moji, če rabite razlog za hvaležnost, bodite hvaležni, da smo v Evropi, kjer jaz mislim, da vse eno, kar se tiče podnebnih sprememb, kar se tiče onesnaževanja, kar se tiče poseganja v samo naravo, vse eno smo v nekem takem bablu, smo v nekem takem mehurčku, nimamo težke industrije, nimamo nekih ogromnih rudnikov, nimamo naftnih ploščadi, ne soočamo se s posledicami teh črpanj, ne soočamo se z slabo kvaliteto zraka, vode, okolja, kjer je porast raka nenormalna, kjer je možnost potresa absolutno večja in tako naprej. Pravi, na tem mestu bi nas rada vse nas spomnila, da smo res del celega sveta, da smo res del matere zemlje in da glede na to, da tudi k nam prihajajo podnebne spremembe, gledajte, ravno zadnjič sem nekaj iskala, pa sem naletela na pogovor, ki smo ga imeli v klepetu ob kavi, ko me je Jasmina direkt vprašala, ti napoveduješ torej poplave? In so bile poplave. Torej, dragi moji, tudi pri nas se vreme spreminja, vse posod po svetu se vreme spreminja in jaz ne vem, ali je prava po to, da se zdaj mi kregamo, katera teorija zarote je prava, kdo je zdaj za to kriv, ampak mislim, da je bolj pomembno, da se soočamo z vprašanjem, kako se bomo mi na vse te spremembe tudi prilagodili in kako jih aktivno zajeziti, kako pomagati morda nekomu, nekemu ljudstvu na drugem koncu sveta, ki jim pa hočejo njihov lastni dom spremeniti v rudnik. In tukaj ciljam na mojega dobrega prijatelja, ki sem ga že na začetku omenila, Rensselaer Nossi, senior, se pravi starejši. On je Apač in jaz verjamem, da za vsaj enega njegovega prednika smo že vsi slišali, to je Jeronimo, še eden tak zelo pomemben poglavar je tudi Cochise, prihaja iz San Carlos Apache Stronghold in oni v tem trenutku se borijo proti gradnji rudnika bakra, ki naj bi bil na njihovem svetem ozemlju. Kar je približno tako, kot če bi šli zdaj mi v Vatikan in bi rekli, papež, bejš ven, ker mi smo pa zdaj tle odkrili, da imaš ti tle spodaj bakar in mi bomo to zdaj vse razsul, zato da bomo ta bakar ven dobili in pa, veš, ne, da te ne bo skrbeli, da bo tukaj neka luknja, ne, ker pa, ko bomo imeli zdaj tukaj to luknjo, bomo to luknjo spremenili v odlagališče strupenih snovi. Točno s tem se zdaj oni soočajo, ste se pritožili na Vrhovnem sodišču. Jaz bom pri tukaj spodaj dala tudi peticijo. Dajmo biti solidarni z vsemi tistimi, katerimi je bil njihov dom, zgodovinsko gledano, že enkrat oropan, zlorabljen. In če mi nimamo zavedanja, da je mati zemlja, naša mati, vseh nas, in da to, kar se dogaja tam, se bo slej ko prej začelo dogajati tudi tu. Se pravi, da pač učinek vremena, učinek segrevanja, učinek zastrupljanja vode, zraka, nas čaka vse. Se pravi, namesto da gradimo še več odlagališč, strupenih snovi, radioaktivnih snovi, prenehajmo z izdelavo le-teh. Glejte, tudi nafte bo nekoč enostavno zmanjkalo, kajti poraba je resnično prevelika in tudi nafta ima svoj namen. Ali ste morda kdaj pomislili, da je nafta pravzaprav kri matere zemlje? Interpretacij je ogromno. Tako kot je veliko različnih plemen, različnih razumevanj, različnih verovanj, tako kot je tudi v Evropi veliko različnih narodnosti, vsi med seboj smo si različni. Ampak vsi, čisto vsi, od prvega do zadnjega, ne glede na našo barvo kože, spol,
starost, versko izpoved, spolno usmerjenost. Vsi smo otroci zemlje. In naša odgovornost je, da za mamico zemljo poskrbimo po naših najboljših sposobnostih. Jaz vas bom zdaj prepustila sporočilo mojega dobrega prijatelja Wendlerja, potem pa vam bom prebrala še celotni govor poglavarja Seattla. Good morning from the San Carlos Apache Reservation in Arizona. My name is Wenceslor Nosey Sr. I'm a Chiricahua Apache, and I'm really grateful to be with you today to share, I guess, some spiritual advice. One of the things I like to say that's really important is that, you know, water and wind are so critical that it helps take care of the Mother Earth. The Mother Earth in Apache is called Nago-Sun, which is the caretaker of us all. So on these very important times that I guess we are facing, critical in the way life is, how life is given to us, and what human beings are doing and making the kind of decision that they're making, is being really harmful and devastating to our Mother Earth. And so one of the things that I really believe, and we believe here, is that it's critical that we come back and remind ourselves who we are and what we are here for. In the beginning, all of us was placed here to take care of the greatest gift that God gave the world, and that's our Mother Earth. It provides everything for us. And in the beginning, there were spiritual ways and spiritual meanings and how we all were intertwined and connected to everything that God created. And it seems like during the time of colonization, towards capitalism, to now where we live among corporations, it really has taken the wrong turn and has devastated so many things. And so I think we have to look at the weakness of where that comes from. And where that weakness comes from is us as people allowing these things to happen. So here in Apache country, among my people, you know, one of the things that we say, it's important that we stand for what's left, because there's not enough anymore. When they're contaminating our air and they're contaminating our water, then what happens is that there's no life for tomorrow. One of the most important things that we are here for is to care for those who are born and those who are yet to be born, and all the things that God created. We're supposed to be caretakers and bringing the birth of life into existence. But when you look at how we're set up, we're not doing that. It becomes more of an individual, more of a self-gain, more of power and money. And it's destroying the very essence that how the world's supposed to be. Like today, you may hear in the background the drums. You know, we celebrate life through a young girl. We celebrate life through our people. We celebrate life with why we're here on Mother Earth. And that's all into one weave, strong string that makes us who we are. So, you know, I know around the world there's many issues, because we know colonization started from the other side of the world that came here. So we could feel the pain of the people. You know, we could feel the prayers of the people and hoping for a better day. But it's not going to happen until we all come together as people. You know, to know that we're brothers and sisters, no matter where we live on the face of the earth. Once we can understand that, then we understand our children. We understand the purpose. And then we leave that for our children to care for the rest of the world. But you know, it's going to take us to stand. It's going to take us to stand together no matter where we stand, from here to around the world, about what they're doing to water, what they're doing and using chemicals to destroy our mother. It's time that we all say enough is enough and stop. We have that control, believe it or not. But somebody has to lead this great fight. Somebody has to unify the people, and then we all lead it together. But I really feel we're in that time in our place, because in the prophecy, it speaks of that. So however I may have given you or have touched you in this way about what we need to do, you know, I look forward. And how we meet is in our prayers. How we converse is in our prayers. Because from that, only good things can happen, but we have to be all on the same page. That's why we say one drum, one circle, one prayer. Because all of that makes up who we are. So I just want to say thank you for giving me the opportunity, and you're always welcome here
among the Apache people. So, Ahia, thank you. V rokah imam knjigo Kako ne vam prodamo modrino neba, v kateri so zbrani resnično prečudoviti govori indijanskih poglavarjev. Eden izmed njih, oziroma en citat je: prodajati zemljo je tako kot prodajati zrak in vodo. Veliki duh jo je dal v last vsem. To je rekel Tecumseh, ki smo ga že omenjali. Prebrala pa vam bom celoten govor, zelo slaven govor, verjamem, da vsaj delček ste ga že kdaj na internetu zasledili. Poglavarja Seattla, ki je iz plemena Squamish, ki so bili vedno nekako naklonjeni belskim priseljencem, in to je bil govor iz leta 1854. Kako se da kupiti ali prodati nebo in toploto zemlje? Kaj takega je nam čisto tuje? Svežina zraka in bistrina vode nista v naši lasti. Kako jo boste tedaj kupili? Vsaka ped te zemlje je našemu ljudstvu sveta. Vsaka lesketajoča se borova iglica, vsako zrnce peska na rečnem bregu, vsaka meglica sredi temnega gozda, vsaka majhna žuželka je sveta v mislih in življenju mojega ljudstva. Sokovi v drevesih so prežeti s spomini na rdečega človeka. Ko mrtvi v ledoličniku odidejo na sprehod med zvezde, pozabijo na zemljo, ki jim je dala življenje. Naši mrtvi nikdar ne pozabijo prelepe zemlje, kajti zemlja je mati rdečega človeka. Del zemlje smo in ona je del nas. Dišeče trave so nam sestre, jelen, žrebec, veliki orel so naši bratje. Skalnati vršaci, sončni pašniki, toplo ponijevo telo in človek. Vsi sodijo v isto družino. Ko nam veliki poglavar iz Washingtona pošilja glas, da želi kupiti našo zemljo, preveč terja od nas. Veliki poglavar nam sporoča, da nam bo našel kraj, kjer bomo lepo živeli. On nam bo oče, mi njemu otroci. Razmislili bomo o tej ponudbi, da kupite našo zemljo, toda to ne bo lahko. Nam je ta zemlja sveta. Svetlikajoča se voda, ki teče po brzicah in rekah, ni le voda, je kri naših prednikov. Če prodamo zemljo, ne pozabite, da je ta voda sveta. Svojim otrokom morate povedati, da je sveta, da vsak odsev v bistrem jezeru pripoveduje dogodke in spomine življenja našega ljudstva. Žuborenje vode je glas očeta, mojega očeta. Reke so naše sestre, tešijo nam žejo. Reke nam nosijo kanuje in hranijo otroke. Če vam prodamo zemljo, se spomnite in učite, da so reke naše, pa tudi vaše sestre. Zato morate rekam izkazovati dobroto, kakršno izkazujete sestri. Vemo, da nas beli človek ne razume. Njemu je kos zemlje enak kateremu koli drugemu kosu zemlje. Tujec je, ki pride po noči in vzame zemlji vse, kar potrebuje. Zemlja mu ni brat, temveč sovražnik. Ko si jo podvrže, gre naprej. Za seboj pušča grobove očetov in mu tega ni mar. Svojim otrokom jemlje zemljo in ni mu mar. Grobove svojih očetov in zemljo, ki mu rojeva otroke, preprosto pozabi. Do matere zemlje in brata neba se vede kot do stvari, ki se dajo kupiti, naropati, prodati kot živina ali bleščeč nakit. Njegov pohlep bo uničil zemljo in za sabo pustil le opustošenje. Ne vem. Naš način življenja se razlikuje od vašega. Rdečega človeka v pogledu na vaša mesta zabolijo oči. Morda zato, ker je divji in teh stvari ne razume. V mestih belega človeka ni mirnega kotička, ni kraja, kjer bi se spomladi slišalo brstenje lista ali drget mušjih krilic. Morda zato, ker sem divji, ne morem razumeti.
Hrup mi žali ušesa. Le kaj velja življenje, če človek ne more slišati bokanja samotnega kozoroga ali nočnega prepira žab v močvirju? Jaz sem rdečekožec in marsičesa ne razumem. Indijanec ima rad mehak zvok vetra, ko se ta igra z močvirsko gladino in vonj pomladne sape, osvežene s popoldanskim dežjem in borovjem. Največje bogastvo rdečega človeka je zrak. Vse živo si deli isti dih. Žival, drevo, človek. Ta dih je potreben vsem. Beli človek pa kakor da ne opaža zraka, ki ga vdihuje. Neobčutljiv je za smrad, kot kdor je že dolgo v smrtnem boju. Če vam prodamo zemljo, ne pozabite, da je zrak dragocen, da zrak deli svoj duh z vsem živim, ki ga vzdržuje. Veter, ki je dal prvi dih mojemu dedu, bo sprejel tudi njegov zadnji izdih. Če vam prodamo zemljo, jo varujte kot svetinjo, kot kraj, kamor bo beli človek hodil vdihovat veter, oslajen z vonjem poljskega cvetja. Razmislili bomo o vaši ponudbi za nakup zemlje. Če se odločimo, da privolimo, bomo zahtevali, da izpolnite tale pogoj. Beli človek se mora vesti do tukajšnjih živali kot do svojih bratov. Divji sem in ne razumem drugačnega življenja. Na prerijah sem videl na tisoče bizonov, ki jih je bledoličnik pustil za seboj, ko jih je postrelil z dirkajočega vlaka. Divjak sem in ne razumem, kako je lahko železni konj, iz katerega se vije dim, pomembnejši od bizona, ki ga ubijemo samo, da bi preživeli. Kaj je človek brez živali? Ko bi živali ne bilo več, bi človek umrl od silne duhovne osamljenosti. Karkoli se zgodi živalim, kmalu zadene tudi človeka. Na svetu je vse povezano. Učite otroke, da imajo pod nogami pepel naših dedov, da bodo spoštovali zemljo. Jim povejte, da je bogata z življenjem prednikov. Svoje otroke učite, kakor jih učimo mi, da je zemlja naša mati. Kar se zgodi zemlji, se zgodi tudi njenim otrokom. Če človek pljune na tla, pljune sam nase. Zemlja ni človekova last. Človek je last zemlje. To mi dobro vemo. Vse je povezano med sabo, prav kakor je družina povezana s krvjo. Vse je povezano med sabo. Človek ni stvarnik tkanine življenja, temveč je le nitka v njej. In kar dela s tkanino, dela s samim seboj. Tudi beli človek, čigar Bog hodi in govori z nekom prijatelj s prijateljem, ne bo všel v skupni usodi. Morda smo vendarle bratje, bomo videli. Le eno vemo zagotovo, a to bo moral nekoč razumeti tudi beli človek. Naš Bog je isti Bog. Morda mislite, da morate tudi njega imeti v lasti, tako kot se pripravljate, da vzamete vso našo zemljo. Toda ne. On je Bog vseh ljudi in njegova milost je enaka za rdečega in belega človeka. Ta zemlja mu je vse. Oskruniti jo pomeni oskruniti njenega stvarnika. Beli ljudje bodo izginili, morda celo prej kot druga plemena. Le onečejajte si posteljo in neke noči se boste zadušili v lastnih iztrebkih. Ko boste izginjali, boste plameneli v ognju Boga, ki vas je privedel sem in vam po nerazložljivi nakani dal oblast na to zemljo in rdečim človekom. Taka usoda je nam videti bedna. Ne razumemo, čemu pobijajo bizone, čemu krotijo divje konje, čemu je sredi gozda toliko človeškega vonja, čemu je pogled na zelene hribe pretrgan z govorečimi žicami. Kje so goščave? Ni jih več. Kje je orel? Ni ga več. Pravega življenja je konec. Začenja se boj za obstanek. In jaz mislim, če se malo ozremo okoli sebe,
kako zelo malo pitne vode, kako zelo slaba kvaliteta zraka, kako zelo malo hrane, miru ne nazadnje je na tem svetu, so bile te besede naravnost preroške. In jaz si želim in upam, da bomo vsi mi na tak ali drugačen način našli to pot nazaj v svoje srce in nazaj v zavedanje, da če smo mi vsi otroci zemlje, smo mi vsi odgovorni za njo kot naša mati. In mi vsi, nekateri več, nekateri manj, ampak prav vsi smo lahko doprinos in da resnično, res resnično je prav vse med seboj povezano.